Isto, ki je v prejšnji vdaji povedal, da je v Ljubljani zraslo pravo avtomobilsko mesto za Bežigradom, kjer skupina Emil Frey združuje 12 različnih avtomobilskih znamk. Ker pa vem, da Štajerci niste posebej navdušeni, kadar se vse stvari zgodijo samo v prestolnici, ni panike. Je podoben megacenter tudi v Mariboru na Ptujski cesti. Evo, tule je Mercedes-Benz, tamle čez so Fiat, Alfa Romeo, Jeep, pa potem zadaj Mitsubishi, Honda in jasno Citroen. Zanimivo je, da je tukaj kar skupni servisni sprejem za vse te znamke, tako da je tole verjetno največji multibrand na Štajerskem, kjer v bistvu na enem mestu lahko uredite vse. Evo, tule zadaj je skupinski servisni sprejem. Zakaj je to fajn? Najbrž zaradi tega, da imate vi potem večjo izbiro, ampak jaz vidim še eno veliko večjo prednost, in sicer, da so zadaj lahko velike investicije, kar pomeni boljša storitev za vas, pa bolj sodobna oprema. Tudi tukaj imajo na primer sodoben kleparsko-ličarski center z opremo po najnovejših standardih, med drugim lahko popravljajo tudi aluminij. In seveda so dobrodošla vozila tudi ostalih znamk, ne samo tistih, ki jih prodajajo. To je pomembno, ker je tukaj zadaj še velik center rabljenih vozil Emil Frey Select, kar pomeni, da so v bistvu vsa vozila preverjena, pregledana, hišni strokovnjaki pa vam bodo pomagali izbrati tudi pravi paket financiranja in zavarovanja. Tudi rabljeni Mercedesi Certified so tukaj. Grem pogledat, če je kakšen A45 AMG zame. To bi lahko imel. Jaz bom pa priložnost izkoristil za nekaj drugega. Ja, okej, imam nov avto, bolj nov je že težko, ker je C5X itak najnovejši Citroenov model pri nas. Tukaj zadaj jih prodajajo in vaš je lahko že za dobrih 32 jurjev. No, ampak z njim grem na 3D optiko. Pač, še nisem nikoli videl, kako to zgleda in grem preveriti, da bom lahko pol pametoval ostalim. Takole, takole. Optika je postopek, ki se uporablja, če avto ne gre lepo naravnost, če volan trese ali pa kaj podobnega. To pa zato, ker pnevmatike niso obrabljene enakomerno, ker ste zamenjali kakšen del podvozja. Razlogov je lahko veliko. Postopek traja uro do uro pa pol, no ta optika tukaj je pa še posebej fascinantna, zato ker izvajalcu pomaga tudi grafično, da je potem končni rezultat res perfekten in vse nastavljeno točno tako, kot mora biti. Mimogrede, nastavlja se pa stekanje, previs, naklon, no, odvisen od avta. Tle najbrž že vse to. In evo, avto gre čisto naravnost, da ne bom pol v trojanskem tunelu praskal te lepe barve Citroena C5X, ko mi bo volan vlekel tja v desno nekam. Ti pa s tole pol kaj popraskal, ker vidite kar okej. Kdaj še sem kaj jaz popraskal? Ja, kdaj le? Kaj pa Lamborghini, pa Ferrari lani, recimo? Drugače to ni za televizijo. Se kdo bo pa povedal. No, drugače sem se pa z Emil Frey Autocenter zmenil, da bo eden od gledalcev, ki bo na Facebook strani Volan napisal, s katerim avtom si ti obiskal 3D optiko, dobil premontažo pneumatik. Pa je spet najbrž vse, za katero vozilo gre. Vse je, verjetno.